Srce pod uniformo, srce za domovino, kjer izkušnje srečajo radovednost. Elizabeta odpira vrata v svet Slovenske vojske skozi pogovore, spomine in izkušnje. Valerija pa na terenu preizkuša vojaški vsakdan. Vstopite z nami v svet, kjer uniforma ni le obleka, ampak način življenja. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Slovenske vojske, kjer razkrivamo, kaj pomeni nositi odgovornost, pripadnost in pogum. Dober dan in lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci v novi epizodi podcasta Slovenske vojske. Danes se vam javljamo iz Cerkelj ob Krki. In jaz vedno govorim, da imam zelo rada delo v Slovenski vojski in današnje delovno okolje je ravno tisto, kar moje delo bogati, ker so v čisto posebnem delovnem okolju. V Cerkljah ob Krki gostuje 15. brigada vojaškega letalstva in zračne obrambe. In danes je z menoj moj gost Erik. Erik, dober dan in pozdravljen, dobrodošel. Dober dan. Hvala lepa, da boš moj sogovornik. Midva se bova z Erikom tikala, zaradi tega, ker sva oba počasnika Slovenske vojske, ker se že nekaj časa poznava. Seveda pa ne poznam tvojega dela. In sicer najprej mogoče, da poveva za poslušalce, kje se midva zdajle sploh nahajava. Kje sva ta moment? Ta moment se nahajamo v letalu Spartan C-27J, se pravi našem novem letalu, tovornem, tako da dobrodošla v njemu. Hvala. Ampak, veš kaj, opazila sem, da pa ni tako zelo udobno, tako da lahko poveva za poslušalce, tisti, ki se nimajo priložnosti voziti v vojaškem transportnem letalu, tukaj ni neke posebne komoditete, Ja, ni nekega komforta, imamo prevoz, lahko izvedemo prevoz 40 vojakov, sicer kot vidimo so to malo sedeži takšni, bomo rekla, iz platna, sedimo bočno in malo se stiščimo, ne. Ni pa luksuza, to pa je res. No, pa stewarda tudi nimamo, Ne, tudi ga nimamo. Prav, midva sva v novem letalu, novem transportnem letalu, ki nosi ime po Martinu Krpanu, Ja. Ampak tvoje delo na tem letalu ali pa v tem letalu je čisto novo delovno mesto, ki se imenuje Loadmaster, so mi rekli, kar bi sicer jaz poslovenila mojster tovora, ampak popravi me, povej, kaj je tvoje delo tukaj, naloga mogoče? Ja, res je, gre za novo delovno mesto v Slovenski vojski oziroma letalstvu, Loadmaster pri nas seveda, druge države to poznajo. Loadmaster sam pa skrbi, tako kot si rekla, za tovor, za pripravo letala in potem za prevoz tega tovora. Veš kaj, mogoče pa greva drugače. Torej, naša letala tovorna nosijo naslov po naših slovenskih vojakih, Martin Krpan, Martin Krpan je švercov sov. Tako, ja. Na hrbci je dal en tak poprečni moški, najverjetneje si da 50 kil, No, koliko pa dava midva lahko? No, midva pa lahko tega Martina Krpana dama blizu 10 ton oziroma kakih 100 kil več, odvisno od seveda, kam potujemo, koliko imamo goriva in tako. Drugače pa 10 ton je nekje zmožen pripeljati, ja. Jaz vem, da si začel kot vojak v pehoti in potem bil tudi v gardi Slovenske vojske. Tudi. In potem, kako prideš iz pehotnika v letalsko posadko? Torej, treba je povedati, da Loadmaster je Loadmaster je del posadke letala. To, ja. In kako prideš v bistvu iz pehotnika v letalca? Ja, moja pot je bila dolga, ampak kako prideš, želja mora biti in volja, ker brez tega je zelo težko. Tako kot si rekla, začel sem kot vojak v 10. pehotnem polku oziroma takrat motoriziranem bataljonu, služil nekaj let tam in seveda potem se prijavil na notranji razpis za letalskega tehnika. Po selekciji za letalskega tehnika in sprejemu sem nadaljeval tukaj v Cerkljah, potem šel na šolanje v Adrio, ko se je to končalo, pridobil osnovno licenco za letala, nato naredil svoj prvi tip na
Pilatusu PC-9, na kar pa se je začelo pridobivanje tega našega novega ptiča in bil poslan na šolanje v Italijo za posadko oziroma za loadmastera na Spartanu C-27. Se pravi, si bil najprej letalski tehnik? Tako, prvo letalski tehnik, ker vsi postanemo prvo letalski tehniki, potem je pa tle druga veja, ko postaneš tehnik letalec in sedaj loadmaster, ki je nova zadeva pri nas. Se pravi, lahko rečemo, da je to na nek način neka nadgradnja tega, ali lahko prideš, se odločiš, da boš loadmaster, pa greš potem to delati? No, lahko se odločiš, želja je, izraziš željo, da si loadmaster, ampak ti moraš pridobiti prvo osnovo in se pravi tehnika letalca. Ne? No, če tako pogledava na hitro, to najverjetneje nekaj let traja. Ja, traja, se pravi, jaz sem osebno začel oziroma v letalstvo prišel 2017. leta in do danes so bila šolanja. Se pravi, osnovno šolanje je bilo pa končano po 3 letih. Kaj pa je bilo tisto, razen želja te mora itak skozi spremljati, da napreduješ, da se učiš, ampak kaj je bilo tisto, ki je prelevilo tehnično na to, da greš na tovorno letalo? Ker drugega ni bilo. Bomo rekla, pojavljajo so se potrebe po ljudeh na tem novem transportnem letalu, zagovorilo se o novem delovnem mestu, jaz pa osebno želim vedno nekaj novega, ne da se konstantno nekaj dogaja, ampak mislim, stojimo na miru, ampak da se gre naprej, da spoznavam nova okolja, novo delo in ja, tak sem tudi izrazil potem željo, da bi postal pa del te ekipe na novem tovornem letalu in seveda na koncu je uspem. Ampak vse v končni fazi, da si vedno del nečesa novega, to je tudi nek tak poseben vzvod, čeprav zelo veliko najverjetneje potrebnega truda, potrebnega znanja, učenja. Ja, bom rekel, no, mi smo se takrat napotili oziroma so nas napotili v čisto nekaj novega, ko še ni noben vedel. Vsej imamo letala že zdaj, tukaj smo bili, jih lahko videli, opazili, z njimi delali. Spartana pa do takrat ni videl noben v živo od nas, da bi lahko prišel blizu k njemu, da bi kakšne stvari potipal, vprašal koga, ampak smo bili poslani in noben ni vedel, kaj nas čaka. In smo bili res ta prva generacija, se pravi lani, na tem šolanju in smo prvi. In že to je nek, bomo rekla, nek zadovoljstvo, da si del nečesa prvi. Ja, se strinjam s tabo. Kako bi pa opisal razliko med delom, prejšnjim tvojim delom kot letalski tehnik in zdajšnjim delom? Bolj me zanima ta stvar, kaj zdaj počneš, zakaj si odgovoren, kaj pomeni sploh to biti mojster tovora, kaj moraš vse pripraviti, ali pa bova rekla, en tak dan predno odletiš ali pa odletimo, kaj more ta mojster, jaz bi skozi rekla majster, se upravičujem, ampak ja, daj vas še mogoče zdaj povedati, v slovenščini sploh pa se mi zdi v letalstvu je veliko stvari, ki jih ne moramo posloveniti. Res je, ja. In zdaj, če bi mi dva rekla, ne vem, da si mojster tovora, bi si tovora, karkoli bi si kdo lahko kako drugače razlagal. Če pa rečeva kako, loadmaster, je pa to, točno veva, da to paše na letala, da to paše na letalstvo. Ja, na tovorno letalo. Tako, okej. Bomo rekla, zdaj, če gremo razlike, ali povemo samo delo loadmastera. Pa rečeva delo loadmaster. No, delo loadmaster, delovni dan oziroma na dan letenja je loadmaster zadolžen za pripravo samega letala pred vzletom, se pravi predpoletni pregled, da pregledamo sisteme, da pregledamo letalo, ga pripravimo in potem, če nimamo tovora, pridejo piloti, se pravi potem pa loadmaster z sodelovanjem z pilotom dovoli naredi eno izmed kljukic, da tako, se lahko vse se dela po checklisti, ampak
eden izmed loadmasterjev je zunaj in spremlja štart motorjev, ne? In preko komunikacije sodeluje s pilotom in mu da clearance za prižig enega motorja, potem za drugega, zapre vrata na koncu, potem oba dva še pregledata, da je znotraj letala vse zaprto, da ni nobena stvar, ki ni pritrjena, privezana. In seveda to vse potrdimo in pripravimo se na vzlet. In potem se stvar vse dogaja v zraku, ki imamo spet svoje checkliste od preverjanja do ponovnega pritegovanja stvari, če imamo kaj. In to je to, no. Kaj pa potem med letom, ne, pač lahko, ali pa rečeva, kakšne vrste tovora lahko vozimo, tovorno letalo ni namenjeno samo zato, da pripeljamo tovor iz točke A v točko B, ampak? Ne, ni. Primerno, mislim, narejeno samo za transport iz točke A do točke B. Lahko vozimo različne tovore, lahko vozimo razsute tovore, tovor na paletah, avtomobile, konec koncev transportno letalo vozi tudi osebje, se pravi vojake, potem vojake v bojni opremi, padalce, se pravi imamo tudi medical kit, ki prevažamo lahko ranjence. Ja, lahko tudi odmetavamo stvari, se pravi, ne rabimo pristati, da neko stvar transportiramo nekam in pristanemo, ampak v zraku odmetavamo tovor, tako kot recimo padalce, tukaj gre pa za malo večje padalce. Najverjetneje med letom je za odpiranje teh loput, vrat odgovoren loadmaster. Tako, to sem hotela, to sem želela. Ja, daj mi prosim še povej, kako je bilo, ko si prvič opravljal to nalogo samostojno, ko si prvič dal kljukico, mislim, kakšni so feelingi, kakšni so občutki? Ja, no, to je bilo v Italiji na šolanju, se pravi, do takrat jaz nisem letel sploh z Spartanom, prej po misijah in to z C-17 in tak, ampak nikoli v vlogi kot loadmaster, ampak vedno kot potnik. In zdaj, ko je prišel ta čas, da treba iti narediti prvi korak in delati kot loadmaster, ja, seveda je bila trema, je bila nervoza, ampak ker smo bili dobro pripravljeni, potem je stvar stekla lažje. Je pa bilo nekaj novega, je bilo, bom rekel, zahtevno takrat in ja, bom pa rekel, utrujen, sem prišel po tistem 2-urnem letu nazaj, da tudi na koncu z kolegom, drugim loadmasterom, ki smo bila, nismo večerje mogla pojesti, ker smo bila res utrujena in smo sam rekla lahko noč in šla spat. Tako da prvič je bilo naporno, bilo je zahtevno, ampak vsakič potem naslednjič je pa stvar bila, bil si bolj samozavesten, vedel si točno kak in kako stvari morajo potekati in sedaj je to vsakdanjik in stremimo k temu, da bo vedno boljše. Si rad to, kar počneš? Ja, delo rad upravljam in v zraku res uživam, ker letalo je, bom rekel, za moje pojme in moje mnenje tisto, kar potrebujemo. Mi kot vojska je dovolj veliko, dovolj močno in res zaenkrat se je pokazalo zanesljivo. No? Super, super. Torej je bila najverjetneje tudi ta želja po znanju, želja po zraku, želja po svobodi, bi rekla, tista, ki te je vodila skozi celoten ta proces izobraževanja, dela, odgovornosti, da si prišel do tukaj, kjer si. Ker jaz sam tudi živim tukaj blizu letališča v Brežicah in ja, kot mali sem vedno gledal te avione, ki letijo nad nami in tak, in sem rekel, enega dneva bom pa tudi jaz zraven. Ne? Seveda nisem potem kot zanimanje kot pilot, me takrat ni nekako šolanje in to, ampak skozi vsa leta pa se spet pojavilo to želja po bližini letal. In ja, in takrat sem se odločil in sem rekel, to pa zdaj bomo naredili in tako se je začelo to šolanje za...
V bistvu mi dva lahko rečeva na tvojem primeru, glede na to, da nisi začel kot pilot, glede na to, da se nisi začel šolati kot letalski tehnik, ampak si to željo gojil, znotraj, bova rekla, Slovenske vojske, najdu pot, najdu način, da prideš do sem, bi lahko rekla, da vztrajnost v Slovenski vojski Ja, definitivno. se poplača. Se poplača. In pa je mogoče to tudi ena izmed poti, za katere bi lahko rekla, da se mladi ljudje odločajo za delo v Slovenski vojski ali pa za delo kar tukaj v Cerkljah. Jaz iz osebnega vidika bom povedal na svojem primeru, ja, res je, bil sem v pehoti, bil sem v gardi nekaj časa, pa potem v protioklepni, ampak v vseh teh enotah sem pridobil neko znanje in veščine, pa tudi naredile so na meni vtis takšen, da za vse, kar se trudiš, bo enkrat poplačano. In ja, zdaj prav je, da mladi se odločijo za vojsko in da grejo direkt v letalstvo. Midva sva se skozi pogovor naučila, da v Slovenski vojski imamo vsi zaposleni v bistvu zelo veliko možnosti, da na nek način dosežemo tudi svoje, bova rekla, otroške sanje. Ti si kot fantek gledal letala in si rekel, enkrat bom del tega. Življenje nas včasih zapelje na pot, ko ne vidimo pravega cilja, torej nisi šel takoj na letališče delati, nisi šel za letalskega tehnika, pač pa si začel kot navaden vojak. A ne? In midva sta se v bistvu skozi to zgodbo naučila, oziroma bi rada povedala, a ne, da lahko vsak mlad doseže svoje cilje in da je inštitucija Slovenska vojska ena izmed stvari, kjer se ti sanje na nek način lahko uresničijo. Ampak, ne, zdaj mi povej, glede na to, da si začel v pehoti, glede na to, da nas vojake, mi smo navadni pehotniki, razumeš, kako ti je to delo, ki si ga opravil, pomagalo, oziroma to, kar si preživel v enotah, da je to benefit, je to prednost pred tistimi, ki so začeli takoj bova rekla, v letalski bazi, ali je to odvisno od vsakega posameznika? Ja, dale so mi neko potrpežljivost, vztrajnost in tisto, bom rekla, borbo, da če si res nekaj želiš, boš borbal za to, boš vztrajen in boš strpen, ker nobena stvar ni iz danes na jutri, ampak za vsako stvar je potreben čas in tudi tvoj čas enkrat pride in se zadeve razpletejo in se ti razpletejo v dobro in pridejo te sanje, za katere si delal, ker te sanje sej ne umrejo, ampak nekje v podzavesti so vedno, se zgubijo, zameglijo, tako kot si povedala, ampak če si vztrajen in greš za stvarjo, ki si jo začrtal to, jo boš dosegel in boš dosegel svoj cilj. Pri tem ti bo seveda Slovenska vojska pomagala, ampak se pravi, moraš pa vložiti nek trud, ker iz neba nič ne pade. Ne, ne pade, razen če imaš slabo karmo, no. Ne bova to rekla. Ja. V glavnem, midva želiva, glede na to, da sva oba že kar nekaj časa zaposlena v Slovenski vojski. Koliko časa si ti zaposlena v Slovenski vojski? Ja, 14 let. No, jaz sem ene parkrat 14, ampak pustva podrobnosti. Skratka, lahko poveva in bi rada oba dva sporočila, če se strinjaš, da so poti odprte, da mladi naj ne obupajo takoj, naj bo to v pehoti, naj bo to, pa si želiš biti potem v letalstvu ali pa tudi sicer v življenju. Torej, ti si bil v 10. bataljonu in ko si bil pehotnik, si nosil to uniformo, kar nosimo zdaj. Povemo za poslušalce, da mi zdaj nosimo bojno uniformo. Potem si bil pa kar naenkrat gardist. Gardisti so pa tisti fantje, ki jih vsi gledajo, ki so lepi, v lepih uniformah in izpostavljeni. Zdaj si pa pilot. In to je spet ena izmed stvari, ki nošajo uniforme, te kombinezoni, to so tako famous, to jih vsi, ki vidijo ta kombinezon, wow, ta je pa pilot. V kateri od teh funkcij govoriva o uniformi, pa govoriva o pogledih in o spoštovanju, si se boljš počutil. Ali pa se boljš počutiš. V vsaki uniformi sem se počutil častno. Ampak najboljše in najbolj ponosno sem počutim v tej uniformi. Se pravi v kombinezonu in tudi njega sem oblekel z spoštovanjem in s posebnim zadovoljstvom.
Erik, iskrene čestitke za vse, kar si dosegel, prav ponosna sem na te, prav vesela, da lahko delim vse te stvari s teboj in seveda tudi, da bom sprovala to, kako deluje in funkcionira oziroma kaj počne Loadmaster. Upam, da se bom do konca leta naučila pravilno izgovoriti to besedo. Ampak, hvala lepa, da si bil moj sogovornik, hvala lepa za to, da smo lahko podoživeli tudi to naše tovorno letalo in seveda strinjam se s tabo, v vsaki uniformi je lepo in v vsaki uniformi je častno. Spoštovane poslušalci, spoštovane poslušalke, to je bil Erik, naš Loadmaster. Zdaj pa bomo prisluhnili še enemu poklicu oziroma še enemu članu posadke, ki je seveda zelo pomemben za to, da to tovorno letalo spravimo v zrak. Dobrodošli v drugem delu podcasta, z mano je Robi. V prvem delu smo se pogovarjali z Loadmasterom. To je nek nov poklic v Slovenski vojski, ampak jaz sem vesela, da smo zdaj tukaj v kabini, v tem prelepem delu, najlepšem delu letala verjetno. In z mano je Robi. Robi, vi ste pa pilot. Ja. Pilot je nekako, se mi zdi, tak najbolj zaželen poklic v letalskem svetu. Ker vse vemo, del letala je posadka, tukaj je ogromno stvari, tudi treba je pripraviti pisto, te zadeve. Ampak mogoče bi se vrnila čist na začetek, ker domnevam, da vsak mlad človek razmišlja malo o tem, kaj bi počel v življenju. Pa me zanima, ste imeli vi tudi tako inspiracijo v otroštvu, da bi postali pilot, ali se je to zgodilo čisto po naključju? Mislim, kar zgodaj od otroštva me že spremlja ta želja, ja. Mogoče ne čisto od mehnih nog, ampak tam, ko sem bil nekaj let star, so me letala kot taka zanimala, oziroma sem pogledoval v nebo za njimi. In se je ta želja po letenju, letalstvu nasplošno povečevala s časoma. In imam to srečava privilegij, da sem danes tu, kjer sem. Ja, to je res super. Zdaj, mene marsikdaj kdo sprašuje, da bi radi šli mogoče v letalstvo, ampak jih skrbijo določene omejitve, zdravstvene predvsem. A še vedno tako, vsaj kot jaz poznam, da je treba za poklic pilota imeti 100% vid, potem, da moraš biti fizično fit. Domnevam, da so tudi neke mere v smislu, koliko si visok oziroma težek. Kako je glede tega? Jaz verjamem, da s časoma so se te standardi spreminjali oziroma se še spreminjajo, V preteklosti, verjetno nekaj desetletij nazaj, so bili ti standardi po moje precej višji, kot so danes. Še zmeraj pa seveda obstajajo določene norme, kriteriji, ki jih mora pilot doseči, zato da lahko opravlja svoje delo, absolutno, ja. Zdaj mi smo vojaški piloti in imamo svojo vojaško zdravstvo oziroma del tega, kjer imamo tudi za to usposobljene oziroma certificirane zdravnike, ki nas preverijo oziroma že te kandidate, ko bi si želeli biti piloti v bodočnosti, napotimo na zdravniške preglede, kjer se zelo hitro ugotovi, ali so primerni ali ne. Ja. Aha, super. In zdaj, mogoče pot, da postaneš pilot, domnevam, da moraš pred tem že imeti neko letalsko šolo, da postaneš vojaški pilot, ali greš dobesedno v šolo za vojaškega pilota. Kako se ta pot sploh začne? Pravzaprav ne rabiš nič imeti, preden se odločiš, da bi poskusil, pa da te to zanima. Pot je sicer taka, da se nekje, ko je ta kandidat, kandidat star, ko obiskuje srednjo šolo ali pa fakulteto, prijavi na razpis, ki ga vojska objavi. In to je sicer razpis za štipendije za pilota ali nekaj v tem smislu. Ko se prijavi, gre čez vse procedure, se pravi zdravniške preglede, psihološke preglede in v bistvu zatem, če je primeren, pride tukaj k nam v Cerklje ob Krki v letalsko šolo, kjer se izvede selektivno letenje, se pravi na teh šolskih zlinih, na teh dvosedih letalih, upravi določen program, ni usposabljanja, ampak preverjanja njegovih zmožnosti, sposobnosti. Na koncu se oceni vsakega kandidata in če je primeren, se temu kandidatu podeli štipendija. Potem pa on nadaljuje z izobraževanjem, se pravi srednja šola, fakulteta za strojništvo, in ko fakulteta za strojništvo konča, se lahko zaposli v Slovenski vojski. A mora pilot iti v resnici čez vso to pot že toliko zgodaj? Mislim, koliko je starostna omejitev sploh, da
nekdo, ki si želi postati pilot, da lahko reče, še je čas, da postanem pilot, oziroma se lahko tudi kasneje v življenju nekdo odloči za to karierno To pot? pa nisem najboljši naslovnik za to vprašanje, nisem siguren. Okay. Se pa absolutno preferira čim mlajše kandidate, se pravi mlade, sposobne, motivirane, da se čim prej odločijo za ta poklic in da se jih pol vodi čez cel postopek izbire, selekcije, šolanja in tako naprej. Omenili ste motivacijo. To se mi zdi ena taka lepa vrednota, ki jaz opažam, če dalje bolj, da po eni strani nam manjka motivacija v življenju, po drugi strani pa nekdo, ki si želi postati pilot, ima običajno to motivacijo. Pa me zanima, kaj poleg motivacije mogoče naredi pilota dobrega pilota, poleg znanja. A obstaja še kakšna vrlina, ki bi lahko rekli, da je dobra, da ima pilot? Kaj so te vrednote mogoče? Jaz mislim, da motivacija je osnova. Zdaj si ne predstavljam nekoga, ki ga pač stvar ne bi zanimala, pa da ne bi bil motiviran za ta poklic, pa da bi se vsem prijavil. Se mi zdi, te časi so minili. Drugače, poleg tega pa pač vztrajnost, ki je pač relativno zahteven poklic, predvsem obdobje izobraževanja pa usposabljanja je precej dolgo, je težko in vmes je preč treba vztrajati. Vztrajnost, mogoče natančnost, discipliniranost, samodisciplina, to so po moje take osnovne vrline bodočih pilotov, pa nasplošno pilotov. Zdaj ta disciplina, to je pa v bistvu rutina, ne? Da pač imamo rutinsko delo. Kako potem nekak dan pilota v Slovenski vojski sploh izgleda? V Slovenski vojski, pa nasplošno v vojaškem letalstvu je stvar taka, da pilot je oficir, častnik, ni samo pilot, ampak ima ponavadi, še posebej, ko pilot pridobiva izkušnje, ima ponavadi še kakšne vodstvene naloge, se pravi, ali je poveljnik nekega letalskega oddelka, eskadrilje in tako naprej. Tako da vojaški piloti načeloma se precej ukvarjamo z birokracijo, pa z vodenjem in poveljevanjem. Pač en del, mi bi si želeli čim večji del časa, pa se pač ukvarjamo samim z letenjem, ampak ni tako kot naprimer poklicni civilni piloti. Oni imajo pač njihova služba je biti pilot in se pretežni del časa ukvarjajo izključno z pilotiranjem, z letenjem. Mi pa imamo en kup drugih obveznosti še ostalih. Potem, v bistvu, če si prav predstavljam, letite vsak dan ali imate to samo občasno, kako gre v resnici ta del? Odvisno od nalog. Včasih pride obdobje, ko je veliko nalog, pa se leti vsak dan. Potem pa pride včasih kakšno obdobje, ko ni veliko nalog. Tisto obdobje izkoristimo za lastno usposabljanje, se pravi, gremo leteti za lastno usposabljanje, trenažo. Tako da nihajo ta obdobja, Je pa pomembno verjetno ta cel proces, pa potem sploh za vojaški poklic domnevam, da je ogromno še nekega drugega znanja treba dobiti v smislu taktike, sploh osnovne vojaškega življenja. Spekter nalog v vojaškem letalstvu je po moje precej širše kot v civilnem letalstvu, še posebej, če gledam iz vidika pilota, ker imamo spekter nalog zelo širok, od navadnih operacij, primerljivih s civilnim letalstvom, do vojaških operacij, kjer je pa, kot ste že omenili, taktično letenje in podobno. Tako da je kar precej usposabljanja potrebnega, kar povzroča določene stroške, ampak taka je pač ta služba. To je treba kar ogromno znanja. Recimo, jaz prihajam iz področja, delam trenutno doktorat iz področja umetne inteligence, zato bom zdaj malo vprašala, kako pa ta tehnologija, recimo umetna inteligenca, a že prihaja v letalstvo, se z njo soočate, uporabljate mogoče pri treningih ali pa mogoče pri, taktičnih premikih, ste že mogoče v povezavi s tehnologijo, se razvija to področje? Kakšna je situacija trenutno? Jaz mislim, da mi niti ne, se še kar malo oklepamo tega. Mislim, nam ni v interesu zaenkrat, ali pa se ne spoznamo dovolj, ne poznamo se področji možne uporabe umetne inteligence, tako da smo še dokaj
v klasičnih vodah. Tako, ja. Pač edino, če se poslužujemo, je pač ta avionika, ki ima letalo kot tako, ki se pač zelo razvija s časoma, ne? In v bistvu razbremenjuje delo pilota, ker nam pomaga, kakšnih naprednih tehnologij, umetne inteligence pa zaenkrat vsaj mi na tem letalu, a pa v naši transportni enoti ne uporabljamo. Mislim pa, da je pa tendenca da se bo prej slej začela uporabljati, oziroma verjetno se v nekih večjih letalskih silah uporablja. Ja, ker domnevam, v bistvu sprašujem bolj z tega vidika, ker sem opazila, da je velik porast brezpilotnih letal, dronov. Ja. In me zanima, če to je tudi področje, ki ga bo verjetno tudi kot pilot, boste vi tudi se s tem ukvarjali, ali gre to čisto za drugo branžo nekega letalskega prometa? Za enkrat, pri nas v Slovenski vojski se to malo ločuje, za enkrat. Ne vem, kak je plan razvoja, načrt razvoja teh brezpilotnikov, ampak kot vidimo, so pač nujno potrebni oziroma zelo koristni v določenih segmentih bojevanja. Ja, tehnologija se mi zdi, da zadnja leta čezdalje hitreje se razvija in težko je v resnici slediti vsem trendom. Mi je pa všeč, da tudi Slovenska vojska dela na tem, tako da tudi ta podcast gre malo v smeri razvoja, ampak še vedno rabimo človeški faktor. In zdaj me zanima, zdaj smo v tej kabini, ogromno je nekih gumbov, a vi dejansko vse veste, za vsak gumb kaj naredi, oziroma to je čisto moje firbec me matra. Kako si lahko vse to zapomnite, pa letite z različnimi plovili? Bo to res nekaj težkega? Ali? Ja, problem je dejansko, ker večina pilotov v Slovenski vojski nas leti več tipov plovil istočasno oziroma hkrati, kar ni najbolj primerno. Je pa treba pač poznati vse funkcije, vse te, ki jih vidimo tu, vse te gumbe, funkcije teh gumbov je treba pač poznati. Obstaja še en kup drugih funkcij, ki nimamo direktnega dostopa, pa so skrite, tudi noter so računalniki razni. Tako da to treba poznati. Zato je pa glih usposabljanje precej dolgotrajno, pa kar zahtevno. Za letala z veččlansko posadko, kot je na primer ta, se pač uporabljajo simulatorji. Za osnovno usposabljanje, pa tudi periodično usposabljanje vsako leto se opravi na simulatorjih. Tam se izvaja razne manevre, ki bi bili sicer lahko nevarni, če bi jih z letalom delali. Tako da tega se kar poslužujemo, oziroma je to nujen del našega usposabljanja. Domnevam, da začetna pot, ko ste bili še mlad pilot, ste imeli tudi simulatorje, potem ste pa postopoma presedlali na pravo letalo. Ali ste že takoj na začetku letenja? Tukaj v Slovenski vojski se začne kar več ali manj na letalih, na pravih šolskih dvosedih letalih, pa se gre potem sčasoma na bolj zahtevna letala. Simulatorji se uporabljajo pri Pilatusu PC-9, se zdaj dela nek simulator taktični, za taka letala, ko je pa tako, ima veččlansko posadko, ko je več motorno, bolj kompleksno, se pa v osnovi za osnovno prešolanje na tip uporablja simulator. In to celotno učenje poteka v Sloveniji, ste morali kaj v tujino, da ste sploh pridobili vse te licence? Se pravi, to letalo C-27 je izdelano v Italiji, v podjetju Leonardo v Torinu, in smo bili tudi tam napoteni na osnovno šolanje. Traja približno za pilote, pa za loadmastere približno enako. Pol leta v začetku, pa pol nadaljno šolanje, še par mesecev, tako da šolanje je kar precej. Ja. V bistvu gre za neko vseživljenjsko učenje, ker se tudi verjetno dodajajo plovila v prihodnosti, bojo tudi se še novi nakupi naredili in drugačna plovila, vsako je specifično. Tako da verjetno je ena izmed željenih vrlin mladih pilotov, da imajo tudi željo po konstantnem učenju in izobraževanju. Ja, to je pač del igre. Ja. Tudi če bi letel sam eno letalo, naprimer to, ko ima bolj kompleksno celo življenje, je spektr znanj potrebnih precej širok in če ne obnavljaš redno teh znanj, pač jih zgubiš in pol stvar ni več varna ali pa takšna, ko bi mogla biti. Tako da ja, to je pač del igre. Ja. Ves čas biti v koraku s časom na nek način. Pa zanima me, čisto malo osebno vprašanje, kakšen je bil občutek, ko ste prvič čist sami leteli letalo, ko ste 100% kontrolo imeli nad letalom, brez da bi recimo inštruktor bil zraven? Se spomnite mogoče teh začetkov? Ja, jaz sem se v bistvu še preden se zaposlil začel ukvarjati z letalstvom
tudi v zasebnem življenju, privat. Kot 16-letnik sem se začel šolati za jadralno letenje in sem tam opravil svoj prvi samostojni polet in je bilo super, ker si pač sam. In je res tista. Če si primerno usposobljen, preden upraviš ta prvi samostojni polet, je super, a ne? Vsaj meni je bilo. Je tak občutek, tako si jaz predstavljam, da si svoboden kot ptica. Je malo na tem? Ne vem. Si omejen z radarji in vso tehnologijo okrog sebe. Svoboden si, ja, recimo. Je pa definitivno drugačen občutek, kot da bi vozil avtomobil. Ja, ni to taka svoboda, ko si jo verjetno večina ljudi predstavlja, da kar počneš, kar ti pač tisti trenutek pade na pamet, ampak je vse to letenje, letalstvo zelo kontrolirano in se ve, kje so meje, do kam se lahko gre. Pa nima veze, je to jadralno letalo ali pa jadralni zmaj ali pa neko visoko kompleksno najboljše letalo na svetu. V obeh primerih obstajajo zelo ostre meje, do kje se lahko gre. In v okviru teh meja si svoboden, izven pa zelo nesvoboden. Je Postaneš pa definitivno to nek poklic, ki vam je v bistvu, mislim, ker delate s strastjo, verjetno greste radi v službo, domnevam, da radi pridete vsak dan. Ja, v redu, ja. In vsak polet je verjetno zgodba zase oziroma novo doživetje. Ja, seveda obstajajo razni scenariji, obstajajo lepi poleti, obstajajo tudi nelepi poleti, ki pač gre marsikaj lahko narobe v letalstvu, lahko vreme, koliko imamo danes, malo meglo jutranjo, lahko je avion je kompleksen in prihaja do raznih okvar, ponavadi manjših, ampak v vsakem primeru je treba biti pripravljen, tudi če je to nek super lep polet, se lahko zelo hitro spremeni v neprijeten Ste slučajno že imeli kakšen tak dogodek v smislu bližnjega srečanja s tlemi? Ne, prav res ne, pa en kup stvari, ki se pilotu tekom njegove kariere pojavljajo, od raznih manjših okvar, manjših incidentov in tako naprej. Glih zato smo pa pač veliko časa namenjamo usposabljanju, šolanju, da ko pride situacija, da pač znamo primerno odreagirati. A delate tudi recimo na pripravah na stresne situacije, kako se soočate s stresom, s pritiski, imate kakšen poseben, ne vem, hobi tudi, da tečete, kolesarite, vam to kaj pomaga pri delu? Mislim, to soočanje s stresom je zelo individualne narave, a ne, se pravi, verjetno vsak posameznik neke svoje opcije oziroma možne poti, kako se s tem sooča. Jaz nimam nekih posebnih, zaenkrat nimam nekih posebnih hobijev ali pa karkoli, da bi mi to pomagalo. Ampak naravno v bistvu ohranjate to mirnost in osredotočenost na delo. Ja, spet je predvsej ta pilotski poklic odvisen od karakterja, ne, zdaj mogoče glih to je verjetno je to tudi eden izmed kriterijev med samo izbiro na selekciji v letalski šoli, da že v osnovi določijo, katere osebe, s katerimi karakterji so primerni, katere pa ne. In glih to soočanje s stresom v izrednih situacijah se lahko simulira, verjetno v času te selekcije in se tam vidi, a je kandidat primeren ali ne. In tiste, ki pač niso primerni, nažalost pač niso primerni. Ja, jaz mislim, da je to super, da se naredi selekcija že v zgodnji fazi, zato da se primerno usmerimo. Jaz pa upam, da bo v bistvu Slovenska vojska dobila nove mlade kandidate, ker tale pogovor je samo uvod v nove karierne poti novih ljudi. Zdaj pa jaz predlagam, da počasi zaženemo motor in se podamo v zrak. Tako da najlepša hvala za vaš pogovor, lepo vas je bilo spoznati in se veselim tudi pogledov v nebo, verjetno vas bom kdaj še videla in pomahala nadaljavo. Super, ja. Mi pa tudi rabimo čim več teh mladih, novih, zagnanih kandidatov, ker je pomanjkanje izredno veliko, tako da dobrodošli torej vsi, predvsem mladi, motivirani, bodoči piloti. Ja, hvala poslušalci, poslušalke, gledalci, gledalke. Za danes smo zaključili tale podcast, zdaj se bomo podali v nebo. Poslušajte pilota in se prijavite na razpise, objavljeni bojo na spletni strani slovenskavojska.si. In mislim, da samo motivacija je zaenkrat pomembna, ostalo vas bomo pa mi naučili. Tako da dobrodošli z nami.